predvsem s pojavom družbenih omrežij, ki ostajajo do danes neregulirana, nekako je tu v javnem prostoru prisotno vse več nekih nestrpnosti, vse več sovražnega govora. Z zaostritvijo, seveda s kriznimi časi, pride tudi do zaostritve ustvarjanja nekih družbenih napetosti, in vse to privede tudi seveda do povečanega pojava nestrpnosti med najprej pa seveda v nekem javnem prostoru, potem pa se seveda to širi pol naprej, na konec koncev tudi v šole pa vrtce, ne. Po eni strani se povečuje, po drugi strani se pa povečuje predvsem naše zavedanje tega problema, ne, tako da morda je bilo prej veliko slabše, ampak smo si pred marsičem zatiskali oči, nismo bili tako občutljivi na neke stvari smo sprejemali kot normalne, danes se pač na vse odzovemo, danes se nam zdi marsikaj neprimerno, še vedno pa nekako marsikaj tudi toleriramo, ne, še vedno smo v določeni točki pa premalo občutljivi, nekako dopuščamo, še posebej v tem nekem javnem diskurzu, ko imamo opravka tudi z nekimi visokimi predstavniki družbe, da se nekje svobodno izraža nestrpnost, občasno tudi rasizem, ksenofobija, ne, vse to. Do teh stvari nimamo še kot družba neke ničelne tolerance, kar mislim, da bi morali s časom tudi razviti, ne. Ena stvar je ta odkrita nestrpnost. Druga stvar, ki je lahko pa še bolj nevarna, je pa ta skrita nestrpnost, ki se kaže pa v teh različnih razmerjih moči, katere mogoče ne presprašujemo dovolj, ki se kaže v rasizmu, ki je skrit v ustaljenem delovanju institucij, pa tega ne presprašujemo nikoli, ki se kaže v tem, da posamezniki ali pa institucije nimamo razumevanja ni razumevanja za interese tistih, ki jih je rasizem prizadel. In na podlagi tega akcijskega načrta je Evropska komisija v vsaki državi članici, se pravi tudi Sloveniji, naložila, da mora sprejeti nacionalni akcijski načrt boja proti rasizmu do konca leta 2022 in Evropska komisija bo to leta 2023 potem tudi preverjala. In to je ena priložnost, da se začne tudi na ravni odločevalcev pa javnih politik pogovarjati in tudi ustvariti ta strateški od zgoraj navzdol pristop. Zaradi tega, ker absolutno treba je delati s posamezniki, ampak samo s posamezniki strukturnega problema ne bomo mogli rešiti. Zdaj, naslovilo se vprašanje, torej, ali je nacionalizem v porastu. Jaz bi se nekako bolj nagibala k temu, da je bolj viden, bolj prepoznan, smo nanj bolj občutljivi, kar je dobro, ker to pomeni, da nekako prvo moraš stvar prepoznati, locirati in šele potem se lahko lotiš njenega, bi rekla, spreminjanja. No, nekako bolj to, kot pa da bi v resnici kdarkoli obstajal nek čas brez nacionalizma. Podobno je v šolstvu, zato se mi zdi zelo dragoceno, da brez nekih predsodkov naslavljamo te teme, da se o njih govori. Tudi v Sloveniji imamo izjemno dobre primere, bi rekla, dobrih praks, odličnega dela učiteljev in tako naprej. Istočasno bi izpostavila, seveda, šola naredi razliko. Vse raziskave, vsi pogovori z otroki, ki prihajajo iz drugih okolij, nakazujejo na to, da je šola najpogosteje prvi kraj, v katerega vstopi otrok priseljenec, da so sošolci in učitelji, oziroma še prej učitelji in potem sošolci, prvi kontakt, torej z neko, bi rekla, kulturo, ki je zanje tuja in v katero so vstopili, in da dejansko šola, učitelji in vso osebe naredi ogromno razliko. Je pa potrebno na temu dela, torej da imajo ljudje, ki delajo v tem okolju, bi rekla, določene kompetence, senzibilnost, znanje, ki ga lahko potem uporabijo v stiku s temi otroki in z njihovim pač vključevanjem v okolje. Pa še nekaj bi izpostavila, pa pol zaključim, sistemski pristop. Torej, ja, bi rekla, sočutje,
empatija, vse zelo dobrodošlo. Ampak brez tudi, bi rekla, seveda vsak posameznik naj začne pri sebi, ne, in s tem sem lahko začela, sem prijazna do svojih sosedov, do svoje družine in tako dalje, ampak brez sistemskega pristopa tudi ne gre, zato ker ne more biti, bi rekla, uspešno vključevanje otrok, širjenje medkulturnega dialoga in strpnosti ne more biti prepuščeno dobri volji posameznega ravnatelja, posameznega učitelja, posameznega učenca in potem smo priča, bi rekla, prvič izčrpavamo te ljudi, drugič smo priča prevelikim razlikam med šolami, med razredi, med regijami, ne? In to je potrebno izničiti tudi z zavezujočo zakonodajo nazadnje. Moje mnenje je, da je daleč bolj problematična in nevarna skrita nestrpnost. In enostavno naša naloga in dolžnost, a tu je, tako kot je povedala ena ravnateljica danes, ključna vloga vodstva, da vpliva s pozitivnim stavom do kolegov in da mi to prenašamo pol naprej, seveda, in takoj, ko se pojavi neki problem na to temo, ali nacionalizma, ali nestrpnosti, ali česarkoli podobnega, da se takoj odreagira na to in to ne samo v tisti skupini, v kateri se je to zgodilo, ampak v celotnem oddelku. In mi recimo na naši šoli, kar imamo ogromno otrok različnih nacionalnosti, različnih kultur, ver in tako naprej, absolutno na minimalni odmik iz tega, kar je normalno in sprejemljivo, takoj odreagiramo in pravim, to je treba v celem oddelku se pogovoriti o tem, organiziramo različne medkulturne dogodke, srečanja, da eni druge bolj spoznavamo in tako naprej in konec koncev tudi starše moramo v to vplesti, zato ker otroci marsikdaj nosijo veliko tega od doma. Zelo je odvisno od tega, kako se izobražuje oziroma kakšno empatijo lahko razvijamo v kolektivu, to se pravi v pedagoškem kolektivu, zato ker tukaj je ta, bi rekel, množičen pristop zelo pomemben, ker ustvarja neko skupno klimo. Moja naloga skozi vse življenje je bila pravzaprav to, da rasna nestrpnost, verska nestrpnost in nacionalna nestrpnost, da tega pač ni, da smo pač vsi enakopravni, smo različni in seveda to izhodišče, ki je tako že znano, da nas pač različne kulture, različne veroizpovedi bogatijo. Vsi v sebi nosimo in zlo in dobro, pač eni več zla, eni več dobrega. In kaj se bo aktualiziralo? Ali zlo, kamor sodi tudi ksenofobija, preganjanje drugačnih in tujcev? To je odvisno od konteksta. In trenutni konteksti, ne samo v Sloveniji, se to je problem, ampak vzemimo Slovaško, Madžarsko, Dansko, ne vem, lahko naštevali še in še držav, so taki, da so slabši, kot so bili pred recimo 20 leti v odnosu do tujcev in do drugačnih. In mislim, da je dolžnost, dobesedno dolžnost, človeška dolžnost nas vseh, pač tistih, ki smo na dobri strani, recimo, da si prizadevamo zoper širjenje tega zla. A veste, prvič, da ne smemo biti naivni, drugič, da ne smemo vreči puško v koruzo, da ne smemo reči, kaj pa moramo, pač svet se tako vrti, jaz bom se lepo obnašal sam za sebe, za ostale pa se nimam moči, da nekaj naredim, ampak vidite, prav tak projekt in ta dogajanje dokazujejo, da vendarle se da nekaj narediti. Vse odpravili ne bomo tega zla in te hudobnosti, ampak lahko pa omejimo in preprečimo, da se razširi, da prepreže ves svet. Ozaveščenost posameznikov o njihovih pravicah. Mogoče malo povezano s tem, kar je Goran na začetku povedal, v smislu tega, da se moramo zavedati, kje so problemi, kaj je problematično in to tudi prepoznavati in potem nasloviti. Kadar prihaja do res hudih krivic,
zaradi tega, kadar prihaja do diskriminacije, ki ima posledice za posameznika, je to treba tudi na uraden način in ustrezno nasloviti, kar pomeni, da morajo biti posamezniki poleg tega, da so ozaveščeni, tudi opolnomočeni v smislu tega, da vejo, kaj so njihove pravice in na kakšen način jih lahko zaščitijo. Takih dobrih praks je v nekih lokalnih okoljih zelo veliko, se ne nazadnje različni medgeneracijski centri, tudi medkulturne točke. To so pač različni taki projekti, ki mislim zelo veliko naredijo na tem področju. Je pa seveda res, da posebej, kar se tiče področja integracije priseljencev širše, se že leta in leta sprašujemo, da pa dejansko manjka neki malo bolj močen koordinacijski mehanizem, kakšne stvari se tudi kdaj podvajajo, zelo je veliko nekega improviziranja. Aktivno je urejena pomoč otrokom priseljencem v smislu dodatnega pouka in poučevanja slovenščine za ta vstop. Tako normativno, da celo določen človek, posebna zaposlitev za te pojave. Sprejet je učni načrt za pouk slovenščine učencev tujcev. Veliko teh drobnih stvari smo uredili tako, da so postale celo sistemske, kar se moram resnično zahvaliti resornemu ministrstvu in vsem tistim, ki so nas pri tem bodrili. Niso pa vse šole v Sloveniji enako vpete v te procese. In že to je eden od izzivov za naprej, v prihodnje. Jaz vsekakor bi poudarila dejstvo tukaj še to, da je premalo izkoriščena skupnost kot taka, skupnost migrantov, bodisi to albanska skupnost ali katerakoli druga. Veliko ljudi, oseb v to skupnost je uspelo popolnoma se integrirati v slovenski družbi, so postali uspešni ljudje in mogoče so si ustvarili to pot, da bi lahko uspešno se integrirali tudi drugi za njimi. Zato mislim, da je zelo pomembno pri tem postopku integracije, da se malo več izkorišča tudi ta nabor bodisi to oseb ali pa kulturnih društev skupnosti v Sloveniji. Zelo pomembno in kar po mojem največ potrebujejo tujci v prvi koraki svoje integracije, je dejstvo, da jim primanjkujejo informacije. Bodisi to o kulturi, o državi kot taki, o sistemih različnih, s katerimi lahko sodelujejo pri svoji integraciji. In v tem primeru izjemno pomembno vlogo, po mojem mnenju, imajo kulturni mediatorji, kar so vsi govorniki skoraj poudarili. otroka v svoji družini v vplivu na svoje starše je takšno, da če se otrok bolj lepo počuti v šoli, če bo sprejet, če bo imel dobro izkušnjo, on ogromno vpliva tudi na svoje starše in da pridejo v šolo
in da prenesejo vtise, da se na šoli dobro počutijo, da smo mi dobri učitelji, dobri domačini in potem se starši lažje odzivajo, pridejo, lažje vplivamo na njih in ta interakcija, da neusiljivo jih prepeljemo do našega šolskega sistema in do vključevanja v našo družbo, je zelo, zelo koristna. Saj, če gledam naš primer v mariborskem lokalnem okolju, med seboj vedno bolj povezovali. Spoznavali smo, kakšni programi so možni pri nas, pričeli smo sodelovati, si medsebojno pomagati, vedeli smo, kam usmeriti starše, kam usmeriti otroke. In ker smo bile šole tiste, ki smo nekako lažje povabile starše na šolo, da smo mogoče tam pričeli izvajati učenje jezika za starše, se je to na to lahko nadaljevalo na drugih organizacijah. Recimo, lahko smo povabili predstavnike določenih organizacij, da so predstavili staršem na naši šoli, kaj vse je še možno in kje početi. In menim, da je zelo pomembno, da je vse sistematično, organizacijsko povezano in v našem primeru je res, da uspešno povezovanje ključna vloga tega posameznika, koordinatorja. Nekako res potrebujemo tudi osebo, ki vse skupaj povezuje, in tudi lokalni posveti, upam, da se bodo nadaljevali v kakšni ali drugačni obliki, so prinesli k temu, da smo se še bolj trdneje med seboj povezali. Lahko rečem, da smo vsaj na našem območju kar zadovoljni z lokalnim povezovanjem, tako da v tej smeri vsaj trenutno vse dobro deluje. In če bi imel res čarobno palico, to je tisto pravlično, bi po doleh in po planeh škropil, kot je rekel Gregorčičev Simon, medkulturnost, interkulturnost, vrednote pozitivnih integracijskih procesov, sprejemanje drugačnosti, kulturno agilnost, tako da bi se vse to prijelo slehernega zemljana. To je bilo čarobno, to ne mogoče namreč, ampak da se pa kaj storiti v tem kontekstu in če bi imel moč, ta možnost je morda celo realna, mogoče neki dan ali pa nekdo, ki je blizu, bi za isto mizo povabil 4 ministre, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za šolstvo, za izobraževanje, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za notranje zadeve, 4 državne sekretarje in 4 direktorje direktoratov, ter jih pozval v izziv celostnega, nekega medresorskega programa državne politike, tako rekoč na področju priseljencev in migracij v Sloveniji in zelo enostavno vključujoč vrednote, tiste vrednote, ki jih deklarativno zastopa naša Evropska unija in žal jih danes v Sloveniji še nimamo tako prisotne, kot smo slišali prej tudi od sogovornikov pred mano in pred nami. Imajo jih pa nekatere druge države, recimo tiste, ki se z migracijami in priseljeništvom soočajo že stoletje in več in katerih del teh migracij so tudi Slovenci. Bi najprej že jutri ali pa že danes spremenila mišljenje šol, učiteljev, staršev, tudi nekaterih otrok, da bi lahko učencem zagotovili bolj jezikovno prijazne šole, kjer bi enakovredno sprejemali vse jezike, da bi se vsi bolj zavedali, da je jezik del identitete in da ga ne moremo pustiti pred šolskimi vrati. Da bi se lahko jeziki vseh otrok enakovredno vključevali, lahko rečem tudi sprejemali v samem procesu učenja. Tako bi lahko učenci vsaj na začetku pridobivali znanje v svojem jeziku, nekako nadgrajevali znanje svojega jezika. Malo za šalo, malo pa tudi za res. Vse tako zgleda v tem našem delu, okoli šole se svet vrti.